Transmisija je letno strokovno srečanje. Letos je potekala Transmisija 3. V bistvu je srečanje akterjev in akterk, ki delujejo na področju transspolnosti. Transmisija je zame zelo pomembna, ker se dejansko v javnosti govori o pravicah transspolnih oseb in se omenja tudi nebinarne spole in pravice nebinarnih oseb, ker se jaz tudi identificiram kot nebinarna oseba. Skozi leta se je nekako izoblikoval kot en ključnih momentov za aktivizem transspolnosti v Sloveniji, ker prav na tem dogodku se srečamo vsi, ki delamo na tem področju in se dogovarjamo, kako naprej, oblikujejo se pomembna politična vprašanja, vezi se stekajo, organizacije se srečujejo, obisk je vedno večji, vedno je odziv res zelo pozitiven. Letos je že drugič bil pri nas Noah Koitzenkamp iz Transgender Europe. Well, actually I was really happy to be here to see how it's changed and how many more people there were in the audience, but also speaking, and in particular that there were young trans people speaking on the last panel. That was amazing to see that. And the other thing we talked about a lot, legal gender recognition. A lot has to happen. But I think it was really positive that we had more stakeholders at this event. So we didn't only have different ministries in the city municipality, but we had someone from the administration office, we had political party being present and making generally supportive statements. It's very important for TGU to be invited to this event and to participate and to hopefully contribute in a small way to the struggle here in Slovenia. Na prvo srečanje sem takrat pripeljal študentke in študente kvirovskih študij Filozofske fakultete. Tisto, kar se je pa letos zgodilo in kar me pravzaprav veseli, je pa, da je pobuda prišla strani samih študentk in študentov. Jaz mislim, da je izobraževalni sistem eden od pomembnih podsistemov, ki lahko vpliva k večji enakosti, pa tudi večji enakosti spolov. Tako vključujemo v že obstoječe predmete, to, kar jaz počnem pri sociologiji spola, ampak jaz se pri tem ne omejim, posegam tudi na druga, tudi pri obči sociologiji v našem te tematike opozarjam na te razlike, tako da se mi zdi, da je izobraževanje eno področje, eno polje, potem se da veliko narediti. Mislim, da je tudi Zavod Transakcija naredil ogromno na vidnosti transspolnih in nebinarnih oseb v Sloveniji in zelo pozdravljam in občudujem posameznice in posameznike, da se aktivno in tudi zelo javno in vidno v bistvu predstavljajo to skupnost in tudi v bistvu zagovarjajo in se borijo za pravice. Ja, prihodnost transakcije definitivno vključuje nadaljevanje zavzemanja za ureditev pravnega priznanja spola, predvsem tukaj za ločitev postopka, torej pravnega urejanja postopka in medicinskega urejanja postopka, ureditev medicinske obravnave za transspolne osebe, hkrati pa definitivno nadaljevati s tem, kar redno počnemo, torej osveščanje, informiranje, organizacija dogodkov, izdaja publikacij materialov in nasplošno krepitev tako transspolnih oseb kot posameznic in posameznikov kot skupnosti.